Danes beremo knjigo Pisma tebi Nike Kovač. Tukaj le je. Nika je sicer znana aktivistka in tudi Slovenka leta 2021. V svoji drugi knjigi Pisma tebi se je lotila problemov in dilem mladih. Vanje sta se poglabljali Zarja in Jasna. Hej ti, to je knjiga pisem, ki so namenjena tebi. Pisem, ki govori o pogumu, utrujenosti, dvomu, zmagah, veselju in strahu. Je knjiga namenjena vsem in sporoča, da lahko samo skupaj ustvarimo drugačen, prijaznejši svet. Hvala lepa, Zarja, super si to prebrala. Ja, Nika Kovač v pismih tebi, meni, nam opozarja na krivice in predsodke v družbi, razglablja o strahu pred oblastjo, o zgrešenih idealih, nakupovanju in še. Katero pismo je bilo tebi najbolj všeč? V bistvu tista o besedici ne, o neki kapetanki, ki je svojo ladjo reševala ljudi z vojnih področij, pa tudi o lepotnih idealih, ker je opisala, kako so včasih res prekruti in nedosegljivi. In tista pisma o predsodkih, ker je dobro opisala, kako ljudi velikrat prehiter sodimo in da bi mogli počakati, preden si o njih ustvarimo mnenje. Vsako pismo oziroma tema je tako ali drugače zanimivo in pomembno. Mene se je na primer dotaknilo pismo o spolnem nadlegovanju, kjer govori o tem, kako je še to zmeraj normalizirano v naši družbi, pa tudi ta besedica ne. To je nekako rdeča nit cele knjige. Kaj je želela Nika Kovač z njo sporočiti? Koliko pomemben je ustvariti meje in da se ne smemo za vsako ceno truditi ugajati, ampak se moramo upreti za stvari, ki se nam ne zdijo prav, tudi če se zdijo prav večini. K sreči pa je danes Nika Kovač rekla nam ja, zato jo lepo pozdravljamo v najini družbi. Nika, v knjigi se lotevaš različnih tem, katera pa je tvoja najljubša in kako si jih sploh izbrala? Živjo, jaz sem vesela, da sem danes z vami. Torej, teme za knjigo sem zbrala preprosto po lastnem spominu, torej kaj so bila vprašanja, ki so mene najbolj zanimala, ko sem bila mlada in kaj najbolj zanima mladostnike, ko hodim po šolah. Moje najljubše teme so teme o prijateljstvih med moškimi in ženskami, o preseganju stereotipov in o tem, da vedno ne rabimo biti pridni in poslušni, ko spreminjamo svet. Hvala lepa, Nika. Zarja, kaj bo pa tema oziroma glavno sporočilo, ki ga boš ti odnesla iz knjige in naprimer delila s svojimi prijatelji? Verjetno ta sporočila o predsodkih, ker se mi zdi, da je res dobro opisala, kako ima vsak človek neko unikatno zgodbo. Res je. Ja, jaz nas pa vse glede na knjigo vzpodbujam, da večkrat rečemo ne, če nam kaj ni všeč ali nam kaj ne ustreza, ker s tem nečemu drugemu rečemo ja, naprimer takšni super knjigi. Ja, od super knjige pa k super vprašanju. Knjiga Pisma tebi je napisana v obliki kratkih pisem, ki govorijo o pogumu, predsodkih, postavljanju meja, uporu in strahu. Zakaj Zarja in Jasna menita, da je besedica ne osrednja beseda knjige? Ker to kaže, kako pomembno je a. postavljati meje, ki jih morajo drugi upoštevati, b. ugajati drugim, c. verjeti, da imaš prav ali d. upirati se nerazumnim pričakovanjem. Kaj da? Tako če nekih... Ti? Imamo dva različna odgovora, v rumeni ste odgovorili D, mislite, da ne pomeni upirati se nerazumnim pričakovanjem, vijoličasti vi pa ste stavili na A. Ja, Zarja pove, da se ji zdi osrednje sporočilo knjige, da je treba postavljati meje in da se ne smemo truditi ugajati drugim za vsako ceno. Vi, vijoličasti, ste tokrat rekli ne odgovorom B, C in D ter rekli ja odgovoru A, ki je tudi pravilen.